vse najboljše za 25. rojstni dan. Mi smo v MK SMC Boteginu in se nam mudi, gremo v Pulo, v Boteginu je razstava. Postavite regulator balansa u srednji položaj i sedite u sredinu, podjednako udaljeni od oba zvučnika. Tule je še en dokaz, da živimo v zlati dobi. Sladkor je 1,09 evra, to je 98 centov, kakav je 96 centov, vse za rojstnodnevno torto je pripravljeno. Mi odhajamo na razstavo Marka Jakšeta v Pulo. Naslov razstave je Rekviem za socializem. Snimit ćemo film, zadnji kadar filma, o kome ćemo vas blagovremeno obavijestiti. Urško Breznik v mariborski pekarni bomo vprašali, kako ocenjuje evropsko in slovensko mladinsko politiko. Ta je dosti bolj stabilna. Aha, pa čekaj, tu je še en. Tako. Aha, čekaj. Jaz bom tudi nestabilen. Ne še reševati polžev. Zdaj? Ne še reševati polžev. Ja, mladinska politika v EU in Sloveniji je vedno bolj oziroma popolnoma že podrejena neoliberalni ideologiji, kar pomeni, da se uveljavlja koncept mladinskega dela, ki v bistvu na nek način ni skoraj da nič drugega, kot si jo razlagajo seveda te politike. Eden izmed konceptov znotraj družbe znanja, ki pa vemo, da forsira, da so mladi fleksibilni, prilagodljivi, da so kompetenčno opremljeni in da so sposobni za vstop na tako imenovan trg dela. Posledično spodbuja tudi to, da vsak razmišlja o sebi kot o posamezniku, se pravi forsira individualno razmišljanje in mladi potem več niso sposobni sistemskega razmišljanja in v bistvu iskanja krivde v sistemu, temveč stremijo k temu, kako sebe izboljšati, tudi preko mladinskega dela, da bodo seveda uspešni v življenju, kakorkoli si ta uspeh razlagamo, v tem smislu seveda kot v najbolj vulgarnem pomenu te besede. Tako blizu mi posnemo. Vlogo urada ocenjujem pretežno pozitivno, s tem, da je pozitiven ta del, ki se nanaša na urad kot edini sofinancerski vir nacionalni. Pretežno se pa nanaša na vse težave oziroma neke politike, ki jih urad fura že dolgo let in se nam in meni osebno pač ne dopadajo. Ena izmed teh stvari je v zadnjem času tudi bistveno povečanje birokracije, s katero se moramo v mladinskih centrih ukvarjati. Ko si ti meni preko Istoka povedala, da bodo tvoji odgovori mračni, sem se kar razveselil. Glede moje prihodnosti pa moram reči, da sem zelo pesimistična. Namreč vsako leto vidim manj priložnosti oziroma se mi zdi, da bi lahko težje prišla do nekaterih priložnosti. In kot je rekla moja babica, ona je bila rajši mlada takrat po vojni, ker je bilo takrat upanje, sedaj pa pač upanja je zelo malo in je
težko biti mlad. Ne država, ne občina, konkretno v Mariboru, civilne družbe ne slišita, kadar jo pa slišita, jo pa poskušata čim bolj diskreditirati. Veliko zaposlenih na ministrstvu, tudi generalni sekretarji, ne vejo točno v bistvu, da obstaja nekaj takega kot mladinske organizacije oziroma organizacije, ki delajo z mladimi, kaj šele samonikla prizorišča. Miha, kako gledaš na to, v čemer si mlad? Kako gledaš nase znotraj tega, kako gledaš na to, kar te obkroža, pa ne bom imenoval tega, kaj to je, ne? Ja, nič. Če mene vprašate, je precej sfukano. Glavna stvar, kaj je precej sfukano in narobe in se mi zdi, da ne bi smelo biti tako je in da bo treba nekaj spremeniti. Jaz se enkrat ne kaže, da bi bilo zelo hitro kaj posebej boljše, tako da iskreno upam, da bomo uspeli kaj spremeniti, da se bo vsaj malo, pomalo, čez 100 let, če ne prej, počasi izboljšalo. Ampak sem dostikrat kar malo bolj pesimističen, pa mislim, da verjetno ne bo in da bo samo še bolj padalo. Ker mislim, da bi urad mogel ukrepiti svojo vlogo, je zgovorniška vloga nasproti lokalnim skupnostim in to tudi ukomponirati v recimo zakone, dobesedno področni zakon, ker se mi zdi, da se pristojnosti urada pač končajo v Ljubljani oziroma na nacionalni ravni in da premalo poskuša zavezovati tudi neke občine k večjemu upoštevanju mladinskih centrov, predvsem tistih, ki niso občine sami ustanovitelji. Bombardirani smo z nekimi dosežki, Nobelovimi nagradami, ki so bile podeljene osebam mlajšim od 20 let in se nekako od nas veliko pričakuje in ta pritisk mene osebno nekako duši, moram reči. Samo, kaj te zadržuje v samoniklem prizorišču in kaj v vlogi občinskega svetnika? V samoniklem prizorišču me zadržuje upanje v boljšo prihodnost za vse nas. Predvsem pa tudi, da mi je fajn delati z mulci in mi je fajn delati z ljudmi, predvsem, ki imajo kaj zapovedati in so ustvarjalni in se mi zdi, da je to grozno pomembno, da imamo okoli sebe ljudi, ki niso zgolj in samo potrošniki danes. Kar se tiče občinskega sveta, me pa zadržuje tudi, da žal še zmeraj verjamem, oziroma ajde recimo malo manj zadnje čase, da se ne edino na ta način, da je to eden izmed bolj pomembnih načinov, kako vplivati na politike, tako na področju mladine kot tudi druge, in da žal, kadar si venite, pač ni. Nismo javni zavod, smo nevladna organizacija, kar pomeni, da se moramo vsakič sproti boriti za obstoj, ne nazadnje pa tudi za razvoj. Lahko, kar narediš s njim, kar bi naredila drugače. Vlužo. Tako? Ne, vlužo! Ni tako globoko. Naš ješa stupi bez vesnije ždu, no mi podime gorgo i sme. Potem, ko je Urška Pekina rešila Lazarja s prisilnim duetom v slaščično arhivski finale. Zaluši mir, zasvjatuju slobodu, naboj krvavi, sjato i pravi, marš, marš piroga, veći narod. Ajde, pazi. Sjato i pravi, marš, marš piroga, veći narod. Daj! Da visni tirano koroni, cepri naroda stradalca majčin, krovju narodnoj zaliti je troni, krovju na naših
Davor Kurz